seveda javnost razburjate zaradi potez same mestne občine Maribor. Glejte, gre k koncu mesec oktober, ko bi lahko in bi morali vedeti za vse podatke, kako se posamezne investicije vodijo, v kakšni fazi so, kje so ostanki sredstev in bi lahko kot najodgovornejši, to ste pa vi, gospod župan, predlagali rebalans in ne bi bilo nobenih peripetij, ničesar, nihče se ne bi sekiral, ali ste 160.000 evrov vzeli iz pekarne, jo premestili in podobno. Skratka, izbirajte poteze, ki ne bodo obremenjevali ljudi, da bodo spraševali, kaj se kje dogaja. V načelu podpiram pristop, da počrpamo vsa sredstva, ki so možna. Po mojem vedenju ste za razpis ministrstva oziroma Evropskega kmetijskega sklada vedeli že v avgustu. Jaz vas razumem, da ste morali takoj pristopiti k pripravi DIP-a za to področje, vendar pa, če bi bila spostavljena boljša komunikacija, bi tudi v svetniških skupinah in svetniki vedeli in se seveda ne bi tako na glavo, da rečem, postavljali ob nekih zadevah. Res bil objavljen v septembru. Imate prav, vendar mestna občina Maribor DIP pa ni mogla prej izdelati, dokler ni bilo objavljeno javno naročilo v skladu z zakonom in izbran izvajalec. Kako ne drugače delamo? Dokler nimamo izvajalca, pa postopek zaključimo. Če kdo misli, da lahko postopek zaključimo v 5 dnevih ali v 10 dnevih, se moti. In če kdo misli, da lahko zaradi posamezne postavke delamo rebalans, se tudi moti. Oprostite, zakaj tega ne povete? Da občinska uprava ni mogla prej predlagati rebalansa, če pa DIP ni bil končan, pa javno naročilo ni bilo izvedeno in zaključeno. Zakaj to pozabite? Namerno. Vi dobro poznate postopke. Zelo dobro. Že vrsto let delate v mestnem svetu, pa ste večkrat svetoval bivšemu županu. In se mi zdi, strani nekaterih vas, posameznikov, nekorektno neko natolcevanje, kot da nekateri dokumenti, ki je občinska uprava pripravi, niso pravi. In če vi sprejmete sklep, mene obvezujete pa sami sebe v takšni sklepi, ki so modificirani. In je vsako vprašanje odveč. Vse meni je odveč. Vam pa tudi. Ker spoštujem vas in verjamem, da je podpora pekarni v mestnem svetu takšna, kot nima doben drugi projekt. In je vsaki strah odveč. Če pa kdo ve, kako in na kakšen način bi lažje črpali sredstva, pa kje druge imali denar. Eni so imeli priložnost 8 let, drugi imamo zdaj. Pričemer tu zagotavljam, da ne sme doben projekt, ki je kakorkoli proračunsko vezan, trpeti. Ne sme. In da moramo gledati, da bo realizacija maksimalno uresničena v skladu z sprejetim proračunom, ki ste ga vi sprejeli. Jaz pa skrbim za njegovo izvajanje. Je temeljila na informaciji, da je bil razpis objavljen v avgustu tega leta. To sem šel k vaši poročevalki, ki je bila danes, bi rekel tukaj, uradna poročevalka, da jo povprašam. Če bi osnovno gradivo, to osnovno informacijo vsebovalo, ne bi se jaz rabo po tej dvorani sprehajati. In zato prosim, podpiram vse pametne projekte, ampak gledajte, le nekaj morate več, bolj pozorno, jaz razumem, recimo, vendar, gledajte, kaj ste vi naredili? Reko ste tukaj v tej dvorani, ko ste za mano
takoj, ko sem jaz razpravljal, da je bil razpis objavljen v mesecu septembru. Vsi ti, ki so zdaj tu poslušali, pa še na internetu, bodo slišali septembru. Jaz sem pa dobil informacijo avgust. Ali to ni razhajanje? A naj o tem zdaj močim, pa bom tiho. In pol vi mene v 10 minutah tako, kako bi rekel, bi moral vedeti in da vem in podobno. Res, dajte pripravljati korektna gradiva, popolne informacije in bo seveda nesporazumno na tej točki veliko manj. Jaz, glede sprejema pametnih rešitev, nimam nobenih, bi rekel, pomislekov, da ne bi takih odločitev sprejel. Nikoli, ne prej, ne zdaj. V tem mestnem svetu vidim ravno tako, da če me kaj zanima, vprašam in če zanima koga, ki ni v mestnem svetu, kaj pa meni naroči, da naj to poizvem, to vprašam. In se mi zdi, da je direktorica mestne uprave v zelo mirnem tonu podala odgovore in pač nimam pripomb. Ne razumem pa, gospod župan, zakaj se nenehno vtikate v vsebino nekaterih vprašanj, odgovorite, oziroma najpristojne službe odgovorijo, pa bo zgodba končana. Ne pa, da komentirate vsebino vprašanj posameznih svetnikov, potem se derete na nas, ne vem kaj vse, mislim, se opravičujemo, če nismo krotke ovčke ali karkoli, ampak kot že rečeno, če, ne vem, se čutimo poklicane za to, da tukaj aktivno sodelujemo, ne vidimo v tem čisto nič narobe. In ne bi delala v mestni upravi, sploh ne pod takim vodstvom in takim mobbingom, kot ga vi znate izvajati, če tudi ste me par dnevi vabili v vaš kabinet, da naj bi tam delala, pa sem vam tudi povedala, zakaj ne, hvala lepa. To je bilo v šali izrečeno, očitno. Moj govor pa ni v šali. Gospodič, ne moram odgovoriti, prvi se ne derem, drugič, ko so me drugič, ko je na mene vprašanje napoteno, tudi odgovarjam. Je pa za nekatere boleče, da je ta uprava pod takim vodstvom toliko uspešna. To pa se da čuti tudi v mestnem svetu. Očitno, da drugi ne sprašujejo, pa različnih političnih opcij pripadajo, pa imajo pravico vprašati, pa razumejo, nekateri pa večkrat na takšnih pomembnih vprašanjih, da ne rečem, potencirajo nekatera odprta vprašanja, ki sploh niso odprta. Kaj se je zgodilo vmes med tistim časom, ko smo po medijih slišali, bom rekel, uslužbence naše mestne uprave, ki so govorili o tem, da so ponujali, bom rekel, nadomestno lokacijo za pekarno, do neformalnih razgovorov z, bom rekel, podžupanom, ki pokriva to področje. In nazadnje, po najnem soočanju, gospod župan, na Tele-emu ste vi rekli, saj, pa jim pa pijačo, da predstav, te pa ne imajo to, kar imajo. Kaj se je v tem času to spremenilo? Kaj je v tem kratkem času spremenilo vaše stališče? In še to bi mogoče se drzne komentirati, čeprav vem, da s tem kršim svoj poslovnik. Po koncu tega mandata, ko več ne boste župan, vam bom jaz, če bom imel to možnost, dal naziv častnega občana. Hvala. In govorite spet neresnice in spet podtikate. In če jaz vam rečem po oddaji, da ni samo problem v šanku, da je problem v vsebini in programu in da je ta problem potrebno rešiti, potem vas lepo prosim, ne izkoriščate tega pulta, te dvorane, ki je majstrova dvorana, za take neumnosti, ki danes tukaj govorite, prostite mojemu izražanju. Ker ne bom dovolil, da na taki nizki način, kot se vi poslužujete, širite informacije, ki niso resnične. In če jaz vam rečem, da ni problem samo v šanku, ki obratuje v pekarni, in ni pekarna samo šank, je tudi magdalenska mreža, je tudi bokvarna in so tudi druge stvari, in da to potrebno rešiti, potem mi povejte, v čem je moje mišljenje in tudi izražanje bilo na nepravem mestu. Še kdo?